V tem zapisu bom predstavil najnovejše premike v svetu umetne inteligence, ki neposredno vplivajo na vsakdanje delo in zasebnost. Pogledali bomo 3 velike premike: napredke v pisarniških orodjih z generativno AI, vpeljavo pametnih asistentov v poslovno komunikacijo in trend premika AI obdelave na same naprave. Začnimo z orodji, ki spreminjajo pisarniško delo. Novi modeli, ki razumejo besedilo, slike in celo tabele, omogočajo avtomatizirano povzemanje dokumentov, pripravo osnutkov in analiz iz PDF-jev ali slikovnih izvozov. To pomeni manj ročnega prekopavanja podatkov in hitrejše ustvarjanje poročil ter predlogov, a obenem potrebuje jasno definiran nadzor nad izhodi in preverjanje dejstev. V praksi to prinaša konkretne prihranke časa. Prodajna poročila, ki so prej zahtevala ure ročnega dela, lahko zdaj nastajajo skoraj samodejno. Kadrovske službe lahko z avtomatiziranimi odgovori obvladujejo pogosto zastavljena vprašanja, kar sprosti ljudi za naloge, kjer je osebni stik pomemben. Pomembno pa je, da AI ne postane edini sodnik resnice. Človeški nadzor ostaja ključen. Drugi velik premik je uvedba naprednih digitalnih asistentov v kanale, kot je poslovna verzija zelo razširjenih sporočilnih aplikacij. Ti asistenti lahko vodijo daljše pogovore, ohranjajo kontekst in avtomatizirajo rezervacije, sledenje naročil ali odgovore na pogosta vprašanja. Za podjetja to pomeni izboljšano razpoložljivost storitev in večjo hitrost odziva, kar zvišuje pričakovanja strank. Aplikacije takšnih rešitev se raztezajo od trgovine in gostinstva do storitvenih podjetij. Kljub temu pa obstaja tveganje. AI v pogovorih lahko da napačne informacije ali ne prepozna nujnih primerov, zato morajo biti sistemi zasnovani z jasnimi mehanizmi prehoda na človeškega operaterja. Prav tako se pojavi vprašanje varovanja podatkov uporabnikov in skladnosti z zakonodajo. Tretji trend, ki ga opažamo, je močan premik k obdelavi AI neposredno na napravah. Gre za strategijo, kjer se občutljive naloge, kot so analiza sporočil ali razvrščanje fotografij, izvajajo lokalno, brez pošiljanja surovih podatkov v oblak. To prinaša prednosti pri zasebnosti in nižji odvisnosti od stalne povezave, a hkrati omejuje zmogljivosti za najbolj zahtevne modele. On-device pristop omogoča, da uporabnik ohrani več nadzora nad svojimi podatki, vendar to ni popolno zdravilo za vse izzive. Kompleksnejši jezikovni modeli in intenzivna obdelava še vedno zahtevata podporo v oblaku, zato bo najbolj verjetna kombinacija lokalnih funkcij za rutinske naloge in oblačnih storitev za zahtevnejše izračune. Kaj to pomeni za trg dela in podjetja? Avtomatizacija bo verjetno zamenjala nekatere rutinske naloge, a hkrati odpira nova delovna mesta v upravljanju, prilagajanju in nadzoru AI sistemov. Uspeh bo imelo tisto podjetje, ki zna združiti tehnologijo z dobrim načrtovanjem procesov, izobraževanjem zaposlenih in odgovornim ravnanjem s podatki. Na ravni uporabnika pa se postavlja vprašanje zaupanja. Zasnova in transparentnost delovanja AI, možnost popravkov ter jasne poti eskalacije na človeškega sodelavca bodo ključne za sprejemanje teh orodij. Pri izbiri rešitev je pametno testirati natančnost, varnost in stroške integracije, še posebej za manjša podjetja. Za konec. Spremembe v orodjih za pisarniško delo, pametni asistenti v komunikaciji in premik k obdelavi na napravah skupaj kažejo na hitro zrelost področja. Prinašajo velike priložnosti za učinkovitost in boljšo uporabniško izkušnjo, a zahtevajo premišljeno implementacijo, etični okvir in nenehen človeški nadzor. Če bomo te elemente združili, lahko umetna inteligenca postane zaveznik, ki povečuje ustvarjalni in strateški potencial ljudi, namesto da jih le nadomešča.